Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gardner in vi gledate novo sezono novega Faktorja. Izjemno sem vesel, da smo se vrnili nazaj. Mislim, da smo 18. septembra, kar je vrhunski datum za začetek. In seveda danes mora biti vdaja nekaj posebnega, nekaj takšnega, da si jo boste zapomnili. In nekaj boljšega, kot začeti novo sezono s fatalnimi moškimi. Ja, ampak, dragi prijatelji, na temle novim izborom za najfatalnega moškega Slovenije, kjer je slavil Miha Deželak, veliki dobrotnik in sicer zelo fajni fant, sem jaz milo rečeno šokiran in zgrožen. Kajti Miha Deželak, brez zamere, ti nisi od fatalnega moškega. Človek Božji, kdo je tebe predlagal in kdo je naredil, da ti zmagaš? Jaz pojma nimam, kajti fatalni moški je zame, pa čeprav sem moški, usoden moški, moški, ki zavrti ženski kolena, moški, ki žensko ubije samo s pogledom, moški, ki žensko dobesedno uniči in sesuje. Torej moški, ki za žensko ni nič kaj dobrega, če smo iskreni, ampak če potegnemo črto, se pravi zapeljivec, karizmatična oseba, človek, ki pride v prostor in vse ženske padejo skupaj, se pravi James Bond, če rečem tako. In Miha Deželak je fajni fant, je dobričina, je čudovit človek, ampak ni pa fucking fatalni moški. Kdo se je to spomnil, jaz ne vem. Da pa ne bom samo jaz z moškega vidika čvekal, ampak da mi boste pomagali tudi dve prekrasni dami. Bo pa seveda nujno, kaj ti verjetno boste oni dve rekli čist drugače. Ne vem, pa boste rekli isto, moti se, Deželak je fatalni moški. Jaz, ko ga vidim, sem mokra, ali kaj podobnega, ne vem. Skratka, dame in gospodje, z mano bosta PR-ovka in čudovita dama, lastnica agencije Ekskluzivno in ženska, ki ima, mislim, da v soboto novi izbor za World Top Model Slovenija, Kali Kolonič, in pa naša stara prijateljica, ki smo jo že imeli v prvi sezoni, mislim, da 6 ali 7 v gosteh. To je antropologinja, novinarka, prekrasna dama, prav tako, Jerca Legan Cvikl. Dami, predno začnemo, Jerca, da ti dam besedo in te najprej vprašam, kako si in kako si preživela tele koronske počitnice? Hvala, Iztok, odlično sem. Moram reči, da so te počitnice delale za nas, za našo družino, da smo se še bolj zbližali in da smo nekatere stvari prevrednotili, na katere smo v dobrem času pozabili. Tako da jaz upam, da so tudi drugi potegnili z tega ven kakšen nauk za naprej, da bomo malo bolj počasi živeli in malo bolj solidarno drug do drugega. Predvsem pa očitno bo treba še kaj v življenju spremeniti, da bomo sprejeli nove okoliščine in se začeli tudi temu primerno obnašati. Kali, pa ti, kako si preživela ta 2-3 mesece, odkar se nisva videla takole vsaj po novem Faktorju po televiziji? Veš kaj, moja narava dela je taka, da itak imam office doma, večinoma delam prek interneta, zame se kaj dosti ni spremenilo. Edino to, da sem začela delati stvari, za katere mi zmanjkvalo časa, predvsem moje online tečaje, ki sem jih lahko končno lansirala. Po drugi strani pa moram priznati, da pa malo pa pogrešam, veš, te velike koncerte, ki smo jih delali na redni bazi, Stožice, Križanke, Cankarjev dom in podobno. No, to pa mečki mi pa manjka, pa vem, da mi bo še nekaj časa manjkalo, ker ne bomo šli tako hitro v to veliko realnost. Dobro, Jerca, zdaj pa gremo mi direktno na fatalnega moškega, torej na izbor fatalnega moškega 2020, kjer je slavil torej Miha Deželak, in te direktno vprašam, a sem jaz nor, ali so nori tisti, ki so Deželaka predlagali in na vse zadnje tudi izbrali za najbolj fatalnega moškega v Sloveniji? Izvoli. Dovoli mi, da najprej v bistvu komentiram, da je ta izraz fatalnost pravzaprav strani moških zlorabljen in strani sodobne družbe, kajti fatalno je bilo skozi zgodovino tisočletja rezervirano za ženske. Bile so redke, bile so pa usodne, kar pomeni, da so svojo karizmo, prisotnostjo, vplivom, spletkami vplivale na družbo in predvsem na moške. Za mnoge so bile celo tako zelo usodne, da so govorili, da je fatalnost smrtonosno. Zdaj, fatalni moški, to je nek nov pojem, lahko rečemo bolj komercializiran, kot pa zares uporaben, ker
za njim ne skrivamo moških, za katerimi sicer ti si naštel nekaj lastnosti, ki bi jih fatalni moški imel, torej da je nekaj, kar vstopi v prostor, nekdo, ki nam v bistvu vzame sapo. Jaz bi šla na širši pojem. Fatalni moški skozi zgodovino in sicer v sodobnosti bi bili tisti, ki pustijo nek pečat v družbi, ki niso samo seksapilni, se pravi, da to ne reduciramo na pojem fatalnosti, ki je bil kasneje komercializiran z Hollywoodom in za filmsko industrijo, ampak za neko, rečemo temu lahko, vplivom na usodo človeštva. Zdaj bomo govorili kasneje verjetno še o teh, ki so bili včasih. Miha Deželak je zelo prijeten fant, ampak to, da je postal fatalni moški, so neki kriteriji, ki jih razume samo komisija, ki ga je izbirala, oziroma ljudje, ki so za njega glasovali. Vsak zase, zdaj lahko govorimo o fatalnosti, ki je partikularna, da je za nekoga nekdo fatalen, usoden. Za širšo družbo pa je nekdo usoden, ko naredi res nekaj nad, rečemo temu, pričakovanji, nad povprečjem usodnega in pusti za sabo pečat, zapis, odtis, ki bo, recimo temu, odtisnen v zgodovino. Zdaj, ti same predstave z fatalnimi moškimi so seveda bolj šov, kot pa opozarjanje na to, kaj je zares usodno za družbo. Ampak glej, preko si omenila ženske, ta znameniti izraz femme fatale, jaz ga res dejansko poznam iz literature in pa predvsem iz filmov, kot si sama omenila, in to je ženski primat. Torej, jaz sem celo zgooglat hotel izraz, ne vem, homme fatale, ali ne vem, fatal man, pa nič ne pride ven, razumeš, če sem prav napisal. V bistvu edini, kar pade ven, je korejski film, ki so ga naredili s tem naslovom in karikatura nekega moškega, ki naj bi bil usoden za svojo žensko, in to je tudi vse. Zato pa pravim, da je to pojem, ki je zelo rabljen v sodobnem času, kajti fatalno se pripisuje ženskam v preteklosti. Razumem, ampak glej, če midva te karakteristike ženske fatalnosti vsem vržemo v moškega, bi tudi ta moški naj pač te karakteristike imel. Se pravi, fatalna ženska je seksi ženska, je lepa ženska, je očarljiva ženska, je smrtonosna ženska, je ženska, ki moškemu zmeša glavo, ki ga sesuje, ki ga na vse zadnje spravi do samomora, na rob obupa. Se pravi, to je neke vrste slabšalni izraz, tudi če gledaš in vseh teh film noir, hollywoodskih starih, ko so se moški zagledali v takšne fatalke, se je slabo končalo. Torej so se zaljubili v njih, so seksali z njimi, so jih obnorele, na koncu pa pristalali v zaporu ali pa pod kroglo. Ampak hočem reči, če gledava izgled te fatalne ženske z meglo, s cigaro, črno-belo, to je bila vendarle zapeljivka, Mata Hari, razumeš, ne? Ne pa nek družinski možak z otroci, ki pač okoli goni kolo in zbira denar za revne ljudi, ne? To je meni, pa je drugače, on čudovit fant, ampak tako sem rekel, to je meni totalno brez veze, raje bi bil izraz potem najmoški, če bi že morali, ali pa, ne vem, najbolj simpatičen osebnost moški, ker simpatičen pa je, ne? Ja, to je dejstvo. No, Kali, če dam tebi besedo, kaj ti misliš? Ti si dejansko tudi delala z mnogimi fatalnimi moškimi, tudi z dvema si bila v zvezi, če se ne motim, če se malo pohecam, ampak recimo, ne vem, tvoj klient Zdravko Čolić, on je bil fatalni moški bivše Jugoslavije, Srbije, glasbene scene. Kako ti gledaš, Kali, na ta izbor? Ali je mogel Deželak zmagati, ali so to kakšne igre od zadaj, ali je to kar neki brez veze, samo da nekaj imamo in so mu dali neko simbolno nagrado, ker drugih nagrad nimamo za njegova dobra dela. Ok, razrešimo to, da Čolić ni moj bivši, je pa oseba, ki pač mu delam PR, je pa ker drug fatalni moški, ki ga označuje za fatalca, moj bivši, pa gotoviš, veš, kaj si v zvezi z njim, da nič kaj fatalni. Tako da ta fatalnost, veš, je to nek izrabljen pojem, to je nekdo, ki je po mojem nedosegljiv, veš, ki je v naših glavah, ki ga mediji tako prikazuje, ki ga mi PR-ovci tako prikazujemo. Tako da Miha Deželak je sigurno nekdo, ki je bil v zadnjem času medijsko najbolj pozicioniran, veš, ven, za sabo ima 2 največja medija v Sloveniji, naredili so celo kampanjo okrog njega, tako da medijsko je bil on definitivno najbolj eksponiran.
Med njimi, med temi fatalci zadaj je bil tudi recimo Dejan Zavec in jaz ti povem, če bi bila ista postava par let nazaj, takrat, ko sem jaz recimo delala PR za Dejana Zavca, ki se je boril proti Polu Delgadu, ki je pač bil svetovni prvak, bi lahko bilo 100 Mihov Deželakov, ki ne bi prišli sploh zraven, bi se takrat sigurno zmagal Dejan Zavec. Tudi če bi bil zraven, ne vem, Kavaca, pa Plestenjak, pa kdorkoli drug. Čakaj, da te prekinem. Dejan Zavec mi tudi ni niti F od fatalnega moškega z bokserskimi rokavicami, prepoten v odru. Kakšen fatalec je to? Pa? Zdaj pa se pali, zdaj se pa nema zresna. Hočem ti povedati... Tukaj od zadnji imaš Rogerja Moora, Jamesa Bonda, pa tukaj imaš Istoka Gardnera, ki tudi drži pištolo, poglej, ne? To so fatalni moški, pojem fatalnega moškega, vsaj v moji glavi, no? Ne pa nekdo z bokserskimi rokavicami v odru prepoten. Čakaj, to si še bolj zavila, zdaj spoti, ali sem jaz mora, kaj? Tako da do konca povem, hočem ti povedati, da ljudje načeloma glasujemo in nam je privlačen nekdo, ki je v tistem momentu medijsko najbolj eksponiran. To ti hočem povedati. Tako kot Mick Jagger, ena bi rekla, koliko je hud pa fatalen, pa ne vem, ena druga bi rekla, ne bi ga štapom dirala. A razumeš? In različni ljudje pač različno pojme fatalnosti dojemajo. Tako da hočem ti povedati, da Miha je bil v tem trenutku pač totalno full eksponiran medijsko. In zato so najbrž glasovali za njega, poleg tega, da ima dva največja medija tam od zadaj. Jaz pa tudi fatalnega moškega ne dojemam kot Miha Deželaka, ga dojemam kot nekega prijaznega človeka, družinskega človeka in nikoli ne bi rekla, da je fatalen. Bi pa rekla za koga drugega prej, da je fatalen, ki je hud, ki je mačo, ki je latino, ki ima karakter, karizmo, ki je, a veš, tako, kot si ti prej dejansko napovedal, en James Bond. Jerca, minuto časa še imamo do reklam, na hitro. Kali je rekla, da si vsak fatalnega moškega razlaga po svoje. Ravno s tem sem se skregal na Facebooku, ko sem to objavil, pa so me na križ prebili nekateri. Ne moreš ti besede fatalno tretirati po svoje. Fatalno je določeno v literaturi, filmih in pika. Tukaj ni, en je tak, drugi je tak, ali se motim. Na hitro, pa gremo na reklame. Fatalno je nekaj, kar ima rok trajanja in ne more biti stvar neke individualne interpretacije. V tem primeru ni več fatalno, je samo všečno ali pač za nekoga lahko tudi usodno. Ampak fatalen moški je tisti, ki kvečemu pusti zelo širok spekter vtisov in odtisov in usod za sabo, ker vpliva na zelo velik odstotek ljudi v sodobnem času, sploh, ker se te medijske podobe tako zelo reproducirajo. V preteklosti so bili to kakšni drugi boji, ki so se pridobili, potem veliki heroji, izumitelji in tako naprej. To so bili fatalni moški v preteklosti, ampak se jih tako ni imenovalo, ker je to bilo rezervirano za ženske. Gremo na reklame in pridemo nazaj še kar z isto temo. Mi smo nazaj in ohranjamo tole temo še naprej, predno zamenjamo sicer isto temo, ampak mičkeno drugačno debatico. Še nekaj, Jerca, te bom vprašal, recimo, kot sem prej omenil, sem na svojem Facebooku zapisal, da se pač ne strinjam s tem, da je Miha Deželak fatalni moški. Malo sem probaval dejansko teren za tole oddajo, drugače mi tak dol visi, če sem iskren, ampak sem dejansko napisal in ne boš verjela, koliko negativnih komentarjev se je zgodilo, nek linč na mene, že skoraj češ, kaj bi ti rad, kaj šimfaš našega Deželaka, on je pa super, on je za otroke zbiral denar, on je hodil okoli po Sloveniji, gonil kolo, ti provaj, pa boš videl, da to ni tako enostavno in tako naprej, ampak dejansko se potem vprašujem, kakšne veze imajo ta dobra dela s tem, da naj bi bil on fatalni moški, in Jerca, in te vprašam, dejansko so ljudje ob tem izrazu dejansko pozabili, da bi moral biti tak in tak, ker je pač ta človek dobričina in je zaradi tega dejansko so mu spogledali skozi prste, pa so rekli, pa se na vse zadnje pa ni tako slab, no. Glej, tle gre v vsakem primeru za igro pomenov ali celo za zlorabo teh pomenov. On je dobrotnik in je s svojim delom veliko dobrega naredil, da so se ljudje s tem identificirali, poistovetili so se z njegovimi deli in z tem, kako je pripravljen pomagati in kako se je razdajal v tem času, ko smo bili vsi v karanteni. Ampak hkrati je v bistvu ta natečaj oziroma izbor kot tak uporabil njegovo priljubljenost za promocijo projekta, kot je fatalni moški. Dejstvo je, da so oni pač uporabili
na nek način želeli njega izpostaviti in jim je prišel prav, ker je tako zelo priljubljen in to je neka zmaga situacija, kjer je pač on zdaj postal ta fatalni moški, čeprav, kot smo že ugotavljali na začetku, je naziv kot tak popolnoma zgrešen. Gre za nekega dobrotnika leta, morda ne pa za fatalnega moškega, ker fatalnost je pač nekaj usodnega in moški, ki so pisali usodo, zgodovino človeštva, so delali druge stvari. Ne rečem, da je njegovo prizadevanje so majhna, daleč od tega, ampak rok trajanja je prekratek. Ker jaz sem potem na Facebooku tudi zapisal, da po tej logiki bi lahko za Miss Slovenije zmagala neka 70-letna gospa, ki pač zbira denar za mačjo hrano in pomaga mačkam, pa bi rekli, glej, se je simpatična, pa dobra. Kali, da te vprašam na hitro še to, glede na konkurenco, letošnjo bomo potem šli na lansko leto, ko sem bil tudi sam zraven, ampak letošnja konkurenca, če smo iskrena, razen Jureta Koširja, po mojem mnenju, ni bila bog ve kaj, tako da na vse zadnje sem potem v šali rekel, ja se je Bemtiš, drug pa tak ni mogel zmagati, zdaj so bili vsi kar neki, ne. Kaj ti misliš, no, glede na to, ko si videla, kdo je bil zraven, ni več fatalnih moških pri nas leta 2020, ali so pač neki mogli skupaj nabrati, da je šel izbor skozi? Ja, če ste bili pa skupaj ti, pa Plestenjak, pa Jernej Tozon, veš, se jih je zmanjkalo za letos, veš, ne. Ta glavni so se potrošili, ne, ja seveda, ne, ja. Mislim, res ni več kandidatov pravih, ali kaj? Ne vem, kaj ti da rečem, Slovenija je toliko majhna, da veš, nekem fatalnem moškem je toliko smešno govoriti. Sploh, če mi da z Jerco, veš, vse te ljudi osebno tudi poznava, nama je še sploh smešno, ker so nama toliko dosegljivi ti moški, da sploh jih ne moramo označiti za fatalne, ker jaz še vedno mislim, da je fatalni nekdo, ki je nedosegljiv. Midva, ko jih poznava osebno, recimo, kaj pa punce, režija, dajte zamenjati naslov, zdaj lahko damo že drugo temo, ker govorimo že nasplošno o vseh ostalih moških v Sloveniji, ampak kaj pa druge, recimo, punce, ki pa vendarle sanjajo, recimo, če gledaš Jana Plestenjaka, ki je lansko leto zmagal, na njegov Facebook, zdaj zadnje čase objavlja še več selfijev kot jaz, ne vem, kaj se mu je zgodilo, v krizi srednjih let, skratka, veš, kakšne komentarje ima on od spodaj pod svojimi objavami, torej za te ženske, ki teh ljudi ne vidijo takole, kot jih morda vidima midva ali pa tudi Jerca, so pa to nedosegljivi in fatalni moški. Misliš, da ne, Kali? Ja, seveda. Mislim, jaz imam v agenciji same fatalce, omenil si Čoliča, pa Šerbedžja, pa Jože Potrebuješ, pa Jernej Tozon, pa Davor Radolfi, pa Čorči, pa veš, sami fatalci, glej. Jaz sem same hude fatalne tipe. Čaki. Tozon je, Potrebuješ, pa ni, on je preotroči, da bi bil fatalni moški, ne. Ne more peti o krokodilčkih, pa biti fatalni moški, pazi, Kali, to pa moramo črto potegnati zdaj. Tozon, ko da majico dol, je fatalen, ko strela, ne? Tetle Potrebuješ, je pa ono, nekaj srad. Ti bom slico od Jožeta poslala, on dobro zgleda. Ne, hočem povedati, da definitivno so to pač moški, ki so fatalni, za nekoga je nekdo fatalen, za nekoga je pač Jože, za nekoga je Jernej, za nekoga je Čoli, za nekoga je Šerbedžja, whatever. Ženske, ki jih ne poznajo, ki jih vidijo na daleč, ki vidijo samo tisto neko medijsko sliko, tisto neko, nekaj, kar ni res, ne, ker ne poznajo njihovega karakterja, njihovih self-doubt, ko imajo oni slabe trenutke, ko dvomijo vase, ker se ne počutijo včasih samozavestne. Tega one ne vidijo, zaradi tega mi lahko govorimo o nekih fatalcih, pač me nekaj, ki poznamo, ampak oni pa seveda ker je to neka medijska podoba, neka podoba, ki je navzven, ki je nek ideal. To so ti neki ideali, fatalci za mene nek ideal, nedosegljiv moški. In valjda so čisto slinaste in penaste, ki jih gledajo. Jerca, da dam tebi besedo, slovenski fatalni moški, jih lahko streše z rokava, vsaj 3, pa ne mi zdaj z Leonom Štuklom slučajno, ne, ki je bil tudi fatalen na nek način v svojih najboljših časih, pa potem na stara leta, ko je šel gor, pa je mahal okoli, razumeš, ko se bo še Karl Lewis klanjal, ne, takrat, ampak kdo so po tvoje v novejši generaciji, no, fatalni slovenski moški? Je sploh kakšen po tvoje ali ne?
V osnovi so problematični kriteriji, po katerih se zbira in določa, in to, kar sem že na začetku omenjala, da je to pojem, ki je bil vzet na nek način ženski, ker moških, ki so usodno vplivali na človeštvo, je bilo veliko in smo drugače gledali na njih, ne skozi seksapil in medijsko pojavnost. Jaz bi šla majčkeno bolj v zgodovino, ne toliko novejše, pa bi rekla, da so vsi, ki so usodno zaznamovali Slovenijo ali slovensko družbo, začenši z Trubarjem, pa potem Valvazorjem, Prešernom in v novejšem času Aleksandar Čeferin, Tomaž Pandur, vsak, ki je na svojem področju, umetniškem, športnem, gospodarskem ali katerikoli drugem pustil pečat, je bil na svoj način usoden. Težko pa govorimo o tej fatalnosti, zato ker je fatalno vseeno nekaj, kar je povezano z nedostopnostjo, z misterioznostjo, z uničevalnostjo in z nekimi posledicami, ki jih usodni moški bi, recimo, na katere bi vplival. Ne pristajam na to, da reduciramo na seksapil. Če smem Čeferina ti priznam, on je en tak fatalen moški, dejansko prvi mož nogometa, verjetno eden najvplivnejših ljudi na svetu, če tako rečeva, tako da njega bi ti priznal, da je, ampak recimo, če te izzovem pa vprašam, lansko leto je bil izbor dejansko, vsaj z mojimi očmi, no, pa če postiva to legendarno fatalnost, da moraš imeti 200 let zgodovine in da moraš trajati, se mi je zdel dober, recimo, ne vem, zmagal je Jan Plestenjak, Matjaž Nemec je bil zraven, ki velja za mnoge, za enega najbolj čednih politikov, potem je bil zraven Jernej Tozon, Alen Kobilica, recimo naš najuspešnejši maneken in tako naprej. Misliš, da to so zgrešili prav tako, ali se ti zdi, da vendarle so bližje temu ti fantje kot Miha Deželak ali Dejan Zavec, recimo? Oni so na svoj način usodni, zato tudi fatalni za ženske, za moške in za vse, ki jih spremljamo. Tako da bi rekla, da je bil izbor po svoje simpatičen in zanimiv, mogoče celo, se pravi, v teži močnejši kot letošnji. Zakaj je tako, je treba vprašati organizatorje. Še vedno pa postavljam pod veliko vprašaj, kaj je zares fatalno in fatalni moški kot tak konstrukt v sodobnosti ne obstaja. Je v bistvu umetno skonstruiran. Pa če te Jerca še direktno izzovem, Jan Plestenjak, ki je tudi meni alfa in omega slovenske lepote, bom rekel, lansko leto je zmagal, mislim, da ni bilo sploh pričakovano, da bo drugače. Je on v Sloveniji dejansko največji približek temu, kaj naj bi bil fatalni moški? Če ga gledamo in poslušamo njegovo glasbo in koliko ima oboževalk, lahko sodimo, da je temu tako. Če bi pa vzeli kakšne druge kriterije, se pa bojim, da jim ne bi zadostil. Kjerih ne bi, povej? Kaj mu manjka po tvoje? Se bi vzdržala tega komentarja. Zdaj se pa vzdržala tega komentarja. Zdaj se bo pa ona šla vzdrževati tega komentarja. Ne morem biti objektivna, zato ker ga osebno poznam in bi bilo v bistvu preveč subjektivno. Kali, kaj pa ti meniš, kjeri so po tvoje v Sloveniji vredni tega naziva, no? Ja, kaj pa je, veš, ti sprašuješ ljudi, ne, vdaj, ker smo toliko povezani s temi ljudmi, ki jih osebno poznamo, da to nam je vse dosegljivo. Ne vem, mogoče ti bom tako rekla. Jan sam je rekel, da mu je ful smešno, da je on postal fatalen, zdaj, pač mogoče bom malo iz koncepta vzela, ampak za njega je bolj fatalen nekdo, ki je pravi deta, veš, ki zna preživeti v divjini, pa tako, kot recimo Jernej Tozon, ne. In če jaz primerjam samo Jana pa Jerneja, zame je Jernej ful bolj det, kot pa Jan, ne. Jan, sorry, rada te imam, ne mi zameriti, ampak tako, če bi zbirala s kom bi rajš bila, rajš z Jernejem, kot pa z Janom. Zakaj? Zakaj bi bila raj z Jernejem? Zakaj? Dobro, tudi zato, ker se bolj poznava so prijatelj, ampak ker ne, recimo, Jan spet do 12, veš, jaz ostanem v 7 zjutraj, to je že pol dneva mim, kaj si najš takega, veš. Normalno, če je fatalni moški, si lahko dovoli, da spi, ne bo fatalni moški v 7 zjutraj vstajal, no, kaj ti je?
Jer ne ostane zjutraj, bila že šla na eno goro pa nazaj, veš. Vi že pol dneva imela. Se prav hočeš reči, da mora biti fatalni moški telesno aktiven, zelo fejst, ali kaj? Ja, fatalni moški, jaz si fatalca predstavljam, da je simpatičen, da je lep, da je dec, razumeš, da ti zna ženski pomagati v vsaki situaciji, da je za njega ženska boginja, kraljica, princeza, veš, to je za mene fatalc, ki žensko postavlja na pediastal. Hkrati je pa hud tip, veš, da je dec, ne, to je za mene fatalc. Jaz bi prej rekla, ja. Jaz bi rekla, da je to sanjski moški, ne pa fatalni moški. Gli se, ker fatalni moški te bo zjebo, kali po domače rečeno, ne bo za njega boginja, ne? Veš kaj, ti pozabljaš, da je Kali boginja, veš? Moramo na reklame in se vrnemo nazaj zadnjo temo, torej, če fatalni moški v moderni družbi sploh lahko še živi ali preživi in če sploh obstoja. Evo, takole, režija, kar dajte zadnjo temo na ekran, poleg tega, kot sem že rekel, ali fatalni moški sploh obstoja, ali bi lahko preživel v današnji družbi, ali je to še sploh možno. Bi še vsem morda tole zadnji naslov, ki ga bo dala režija gor, ko smo ga prej že malo nakazali, ko je Kali govorila, da bi jo moral torej fatalni moški nositi po rokah, morali biti za njega boginja, ne? Jaz pa mislim, da tudi Jerca pa menima, da je fatalni moški za žensko preveč nevaren. Torej, tako kot fatalka, ne? Torej, to je moški, v katerega se zagledaš, zaljubiš, na katerega si mokra 24 ur na dan, ampak ko te on pusti, ko te zavrže, ko smet, pazi, ko ti reče, frankly, my dear, I don't give a damn, ne? Tako Clark Gable v Vrtincu, ti se ne pobereš do konca življenja. To je, kar se mene tiče, oni ultimativni, fatalni moški jebač, po domače rečeno, player, ki zlomi tudi srce, ne samo se ostalo. Kali, kaj meniš o tem? Je to res? Ni res? Sem se spet zmotil. Ja, kaj si Clarka Gabla omenil, ne, veš, pišuka, ja, imaš prav, ja. Ona se je jokala, žalovala, oziroma je rekel, frankly, my dear, I don't give a damn. Pa je šel. Pa so ga zasovražile vse ženske na svetu, ampak so si ga hkrati želele, ker je bil fatalen. Čist hud. On pa je fatalc, on pa je res tak fatalni, nedosegljiv, hud, mačo, ja, se strinjam s tabo, ja. Ampak, veš, ta fatalnost, to je tako, to si zdaj tako povedal, to je on tip, ki ti ful zlomi srce, a ne, pa ga še pohodi, pa ne. Ja, v redu, pa pač, ja. Mislim, Miha Deželak pol v tem primeru definitivno ni fatalni moški. Jaz bi šla z njim vedno na kavo, ker vem, da bi ne zlomil srce, a ne? Ja, do zdaj Miha Deželak po moje nobeni ni zlomil srca, tak imam jaz občutek, da se pa motim. Pa je mogoče v resnici en velik barabin, ne, glede žensk, ne vem, ker ga ne poznam osebno, ampak resnično dvomim, no. Ni, je cool. Miha je cool. Izvoli, Jerca. Ja, fatalnost je v bistvu neka iluzija, ki ni samo stvar zaljubljenosti in odnosa med dvema, ampak veliko bolj z večjimi posledicami in globlje. V preteklosti te ženske, ki so bile fatalne, so bile vse velike spletkarke, ki so obrnile marsikaj na glavo. In kasneje smo imeli te hollywoodske fatalke, kot je bila Beluccijeva v Maleni in tako naprej. To so bile ženske, v katerih so vsi sanjali, si jih želeli, hkrati so jih želeli sežgati kot čarovnice na grmadi. In zdaj vprašanje, kateri so ti moški, ki v sodobnem času res pustijo tak odtis. Ali so to hollywoodski igralci, ki so lepi, ki imajo okrog sebe celo industrijo tistih, ki skrbijo za njih, ali so to takšni, ki vplivajo na globalne spremembe, ali so to mogoče usodni moški, ki živijo med nami in je vsak lahko že prepoznan v tej usodnosti. Tako da vse stvari se lahko zelo hitro relativizirajo, na koncu pa potem zgodovina zapiše, kdo je bil zares usoden za nek čas in prostor, kjer je bival, deloval,
hodil in v bistvu vplival na ljudi okrog sebe. Ker če gledamo Jerca, dejansko bi lahko bili moderni fatalni moški svetovni politiki, ne vem, Donald Trump, Nicolas Sarkozy in podobni, čeprav se čuje to malo čudno, ampak če gledaš Donald Trump, ki ga mnogi ne marajo, ki je mnogim ženskam tudi ugaben, če rečem tako, ampak on, če gledava, je kralj sveta. On je fatalen, zagotovo. Ne, je kralj Amerike, ima Melanijo Trump, razumeš, svojo lutko, na katero vpliva tako ali drugače, spreminja svet, bil je lastnik licence za Miss Universe in še kaj podobnega, celo s porno zvezdami se je zapletal, ne? Pa ne se čuje še tako čudno, Donald Trump je fatalni moški, ne? Je zelo karizmatičen. Jaz sem ga spoznala in sem bila na njegovem VIP-partiju in jaz ti povem, da ima tisti si okrog sebe, veš, ko stopi v sobo, ko ga začutiš, ne? Veš, potem je nekak tak nedostopno, fatalen, karizmatičen tip. Se pravi, fatalni moški je dejansko negativna figura. Ja. Fatalnost je v osnovi smrtonosnost in usodnost. Če grem res daleč, je bil Adolf Hitler ti fatalni moški. Tudi. Ne, da je bil. Tudi Napoleon je bil fatalni moški. Napoleon pa sploh, ne. Ampak če gledamo, ne. Pa Picasso, pa Einstein, pa Lenon, pa Aristotel, pa Mozart, so bili vsi po svoje usodni moški. Tu smo zdaj ob koncu naše oddaje dejansko odkrili, da mora biti fatalni moški dejansko strašno inteligenten, zelo manipulativen in tak, ki dejansko uniči lahko cel svet svojo fatalnost, če rečem tako, ampak misliš, Jerca, da pa oziroma tako te vprašal, ker si ženska in tudi ti, Kali, zakaj se pa ženska, ne, lepa dekleta ljubijo barabe že od nekdaj, ne, ampak zakaj se ženska velikokrat zagleda in sanja ravno v takšnega moškega, ki je destruktiven za njo, ki ve, da jo bo uničil, da jo bo sesul. Recimo spomni se filma Nočni portir, kjer je Charlotte Rampling se zaljubila v svojega mučitelja Dirka Bogarta v koncentracijskem taborišču in kljub temu, da je grdo z njo ravnal, se je v njega zaljubila. Je bila nora na njega, to je bila taka patološka, nora zveza, ampak hočem reči, zakaj ženske še vedno padejo na takšne moške, torej na fatalne moške, če ne drugega, magaro v svojih sanjah, namesto da bi si našle enega deželaka, ki je pa zdaj tudi dejansko uničil to famo fatalnosti in je pokazal, da lahko družinski oče z otroci tudi nevaren, ali kaj so to zdaj meni zmešali, čist možgane. Prosim, Jerca. Veš kaj, ženske si po mojem ful želimo moškega, ki je drugačen, ki si upa, ki je karizmatičen. V podzavesti ima pa vsaka ženska ful željo moškega spremeniti. In enega, ki je ful prijazen in tako ga nimaš kaj spreminjati. Enega takega, veš, zajebanca, pa si ti tako v podzavesti rečeš, prvo ga nočeš spremeniti, ful ti je privlačen glizar te moči svoje in drugačnosti, v podzavesti ga pa hočeš spremeniti, veš, narediti iz njega mucka. Tako da po mojem to imam tako psihološka, ta ženska, veš, to možgani delujejo. Se pravi, hočeš reči, da ženske v končni fazi ne veste, kakšnega moškega bi rade, pravzaprav. Si mi pravkrat to povedala, Kali? Mi vemo, kaj bi sam... Kaj pa dobimo, je pa drugo, veš, ne. Mislim, mi v osnovi hočemo hudega tipa, fatalnega, ne, zares, veš, bi pa imela enega družinskega človeka, ki bi bil pa ful prijazen, pa dobročen. Imela bi pa moje, ne. Jerca, kaj praviš ti na to? Ja, vopče človeško je, sploh v sodobnem času, da smo ljudje multipersonalni, kar pomeni, da smo sami, imamo v sebi več person in tudi želimo si ob sebi ljudi, ki so večpersonalni, kar pomeni tudi moški si želite imeti ljubico, mamo, tajnico, vse v eni osebi. Ne, taka ženska bi bila recimo idealna, da je malo tudi divja, hkrati zadržana in isto ženske nam seveda ugajajo moški, ki imajo skrite adute v svojih osebnostih, več osebnostih, ki jih seveda v sebi gojijo. Tako da so ženske, da imajo lepa dekleta rade barabe, je bilo seveda vedno in bo vedno ostalo, tako kot je kliše ali pa stereotip, da imate moški radi ženske, ki so bolj seksapilne, izpostavljene, ki dajo nekaj nase, ki niso preveč sive miške,
in to je pač nekaj, kar gre za zgodovino po spirali naprej z našimi vzorci, ki jih ponavljamo. Ampak, Jerca, če te vprašam, recimo, da se zagledaš v nekega barabina, v narekovajih, se pravi moškega, za katerega veš, da je karizmatičen, da poka, da bi ga vse babe rade imele, ampak je lahko tvoj, ampak ti hkrati veš, da bo on tebe uničil, da to za tebe v končni fazi ne bo dobro. Zakaj boš kljub temu tako neumna, da boš šla v to za tistih nekaj trenutkov nepozabnosti? Ja, to si pa ti rekel, da bi bila neumna, vprašanje je, če ne bi bila bolj pragmatična in bi šla v bistvu ostala na varni strani in počakala na naslednjega, ki bi bil približek, pa ne tako zelo usoden. Dejstvo pa je, da v nas zamajajo se najrazličnejša čustva in občutki meja, ki jih želimo prestopati vsakodnevno, in tukaj vedno delujejo znotraj nas spet tisti angeli, varuhi, zakaj se odločamo, ali gremo čez rob ali bomo ostali na varni strani. To je seveda spet stvar vsakega posameznika. Kali, kaj pa recimo ti vidiš kakšno svojo prijateljico, znanko, kogarkoli, ki se zagleda v nekega tipa, ki je blizu tega, da je fatalen, ampak ti veš, da to ne bo šlo skozi, da je bo on uničil, in boš odsvetovala to, ali boš pustila te sanje, da ga ima za leto, 2, 3, ali boš rekla, glej, bejba, dej si raj enega deželaka najti, ki je bolj umirjen, ne serimi z nekimi playboyi, nekimi fatalci, nekimi uničujočimi karizmatiki. Kaj boš rekla taki kolegici, ki boš videla, da je že na pol poti v to fatalno zgodbo? Veš kaj, ljudje smo tako narejeni, jaz bi lahko rekla karkoli, ona, kar si je zamislila v svoji glavi, ona bo to naredila. Je pa tako, da učimo se na lastnih izkušnjah in rabimo tudi take moške, da znamo bolj ceniti tiste, ta dobre, pa da znamo odkriti, kaj so res tiste prave moške kvalitete, da si potem znamo zbrati partnerja, s katerim pa dejansko smo, pa imamo z njim otroka. A veš, kot da je s fatalcem nikoli ne bila v vezi imela otroka z njim, bi pa šla v poslu z njim. S fatalcem bi sem seksala, če te prav razumem. Ja, šla bi v poslu z njim, ja. Jerca, torej, hočemo reči, da so fatalci primerni za seks, kontra moški pa za poroko in za družino, ali kako, ali lahko to oboje skup? Sploh ne, obstajajo moški, ki imajo oboje. Je pa seveda odgovornost vsakega, da si odloči, ali gre zagrize v tako jabolko ali ne, ker živeti z alfa samcem oziroma z njim biti skupaj je verjetno precej velik napor tudi za življenje in je treba to znati rokovati s tem. Katerih? Ja, jih je kar nekaj, no. No pa kjer, daj mi jih povej, naštej mi jih, kjeri so, zakaj jih skrivaš? Jaz sem z enim poročena, lahko rečem, da je kar precej usoden bil zame. To sem te na koncu hotel izzvati, tudi ti imaš, bom rekel, bivšega politika, vplivnega možaka, bom rekel, je tvoj soprog in tudi on je na nek način fatalen, ker glej, jaz sem čul v njemu, če si me že izzvala, da so ga imela dekleta kar rada, da so ga rada pogledale, da je imel tako moč, pa je pa tebe dobil, so te pa ene hotele prav ono mal prekleta Jerca, kaj zdaj tega našega Mila nam ukradla stran. Ja, potem je pa dobil fatalno žensko in to je bilo v bistvu ta prava kombinacija. In zdaj drugega ščitva in hkrati dajeva si vse te fatalnosti, ki jih iščeva pri drugem. Punce moje drage, prišli smo na konec oddaje, upam, da smo gledalcem in gledalkam vsaj malo približali, kaj bi moral biti fatalni moški. Kali, hvala tebi, Jerca, tudi tebi, upam, da se v kakšni naslednji priliki tudi kmalu vidimo. Vi pa, dragi prijatelji, dragi gledalci Novega Faktorja 2020, vidimo se v soboto in nedeljo in seveda v ponovitvah tele oddaje, skratka, kaj ne rečem drugega kot fatalni moški 2020 je oddan, 2021 bi bil pa čas, da kako rečemo na to temo in tisti, ki to organizirajo, pamet v glavo in dejte zbrati prave kandidate in potem seveda zberite pravega zmagovalca, da se bomo v svetu smešili. Da jaz pokažem deželaka svojim prijateljem v Ameriki, ko mi pošiljajo Breda Pitta, pa rečem, to je pa naš, reči isto, pa kaj si ti mal nor, pa kaj se grete vi Slovenci, pa kaj se grete in to je to. Lep pozdrav in srečno!